Na današnjem soočenju v Murski Soboti se je dopisnik časnika Večer Branko Žunec o številnih problematikah mesta in regije pogovarjal z vsemi 6 županskimi kandidati. Nekaj vprašanj pa je prišlo tudi strani obiskovalcev srečanja. Za video prispevek smo kandidate povprašali, kaj bodo storili glede prometnega infarkta v mestu Murska Sobota in kako narediti mesto pretočnejše. Kot prvo je potrebno narediti eno pametno strategijo, dokončati strategijo, ki se je že začela. Naslednji velik pomemben korak je seveda čim prej pristopiti k izgradnji obvoznice, čim večji del prometa tudi spraviti ven iz centra, pospešiti oziroma spodbujati javni prevoz in na ta način se bodo počasnimi koraki tudi promet v Murski Soboti uredil. Naslednja velika točka so pa parkirišča in v prihodnosti nameravamo ustvariti oziroma zgraditi tam nekje okrog čez 1000 novih parkirnih prostorov, kjer bo seveda tudi prometni režim bistveno boljše in učinkoviteje rešen. Ja, o tej obvoznici vsi govorimo, mislim, da je to itak nujno zlo in da to bo kakorkoli. Po drugi strani pa mislim, da je potrebno okrepiti javni prevoz, da je potrebno ozaveščati ljudi tudi, da uporabljamo še druga sredstva za to, se pravi kolesa, in da kot županja res najprej dokončam prometno študijo z enim premislekom, kaj dejansko mesto Murska Sobota potrebuje, katere ulice, kako z prometom urediti, da se bomo zaletavali, kot smo se zdaj zaleteli, čeprav pravijo, da po državni krivdi, v te podvoze, krožišča in tako dalje. Dejstvo je, da mesto Murska Sobota rabi v čim krajšem času mestno obvoznico in to bi pričeli seveda graditi čim prej. Na drugem mestu pa je postopna izgradnja garažnih hiš in parkirnih prostorov na obrobju mesta. Prva prioriteta je prav gotovo mestna obvoznica, s katero bomo vse, ki v mestu opravka nimajo, speljali mimo mesta. Druga stvar pa je seveda krepitev javnega prevoza, da bomo zmanjšali število osebnih avtomobilov v mesto. Krepitev javnega prevoza tudi na način, da ga razširimo na primestna naselja, da ga naredimo bolj prijaznega in tudi, da ga naredimo bolj modernega. Kot županja bi najprej, kot sem že omenila, poklicala prave strokovnjake, ki se razumejo na promet v mestu in tako bi upoštevala strokovno mnenje. Glede prometa se bo v naslednjih 4 letih zgodilo marsikaj, tako se bo izgradila južna obvoznica, vzhodna in zahodna se boste gradili, ne morem ljubiti, da se boste dogradili, izvedel se bo tudi podvoz na Panonski ulici v sklopu elektrifikacije železniške proge, protihrupne zaščite na celotni potezi skozi Mursko Soboto, kar se tiče ob železnici, rekonstruirali bomo nekatera križišča v krožišča, tudi nekatera križišča sama rekonstruirali, avtobusno postajo bomo preselili k železniški postaji, naredili 550 podzemnih parkirišč in pa 450 nadzemnih parkirišč in temu seveda prilagodili tudi prometni sistem, ki ga bomo postopoma spreminjali.